prisotnost nam moč sem deli. Upanje ti si, ko svet se nam ruši, tvoja dobrota nas vse veseli. Zvest si, o moj Gospod, ti si prepoln dobrot, daješ vsak dan novo milost na pot. Kar potrebujem, deli tvoja roka. O najbolj zvest si ti, dragi Gospod. Komedijant je svoje otroke peljal v živalski vrt. Sprehajali so se naokoli in gledali vse vrste živali. Mati, ki je tisti dan ostala domov, je otroke, ko so prišli domov, spraševala, kako je bilo na izletu. In otroci pa z monotonim glasom so rekli: bilo je v redu, super, videli smo leva. Zdi se, da ta dogodek, ko so videli leva, ni bil tako zanimiv. Velikokrat so videli leva kroz risanke, kroz slike v filmih. Tokrat so leva videli osebno. Ali ne bi bilo ta dogodek zanimiv? Njihov oče, komedijant, ki je slišal to, kaj so povedali otroci, je poslušalcem rekel: kaj pa, če gremo spet v živalski vrt in moje otroke postavim v kletko, ki je lev. Zdaj bi videli leva, zdaj bi poskusili leva. Da li bi bilo to jim zanimivo? Ali bi jim to dalo občutek resničnega srečanja z leva? Kakšen bi bil njihov odziv? Ljudje berejo o Jezusu. Mislijo, da poznajo, kdo je Jezus. Prave, da so videli njega, da so ga spoznali. Toda v resnici mi, kao ni oni, ne poznamo, kdo je Jezus. Jezusa ponekad krotimo s pomanjkanjem zanimanja, ker mislimo, da že vemo, o čemu govori njegova zgodba v Svetem pismu. Jezusovi učenci mislili so, da so ga spoznali. Trudijo se razglasiti, kdo je Jezus. In približno so rabili 8 poglavij, da priznajo, kdo je Jezus, Kristov, njihov Mesija. Možemo brati iz Marka 8. poglavje 28. do 30. vrstice. Piše: nato je šel Jezus s svojim učenci v vasi Cezareje Filipove. Med potjo je učence spraševalo: kaj pravijo ljudje, kdo sem? Odgovorili so: Janez Krstnik, drugi Elija, spet drugi eden od prerokov. In vprašal jih je: kaj pa vi pravite, kdo sem? Peter mu je odgovoril in rekel: ti si Mesija. Strogo jim je prepovedal, da bi to komu povedali. Niso vsi imeli dobrega pogleda na Jezusa. Farizeji in saduceji so ga obrekovali ob vsaki priložnosti. Nekateri so mislili, da je bil zmeden ali da je bil aktivist. Toda večina ljudi je imela o Jezusu dobro mnenje. Čeprav so ga uvrstili med preroke, a morda
Elija ali Janez krstnik. Ljudje so verjeli, da ga je Bog poslal kot preroka ali Božjega glasnika. Vendar večina ljudi resnico ni razumela. Jezus je več kot le še eden prerok. Jezus je govoril svojim učencem in potovali so v mesta Cezareje Filipove, pretežno pogansko mesto severovzhodno od Galileje. Na tem ozemlju je prevladalo malikovanje. In tu so bili učenci umaknjeni iz nadzora nad vplivom ljudstva. Jezus se je zdaj lahko bil v možnosti se posvetiti njegovim učencem. Jih je poučeval o deli in o prihodnosti in poslanstvu. Poslanstvo, ki prihaja s polnim razumevanjem Jezusove identitete. Doslej so ga učenci imenovali rabin, učitelj. In vprašali so se, kdo je to. Zdaj jih Jezus sprašuje, za koga pravite, da sem? Peter, kot dober študent, pravi, ti si Kristus. Njegova izpoved se zgodi v središču Markovega evangelija. In ta odlomek služi kot povezava med prvo polovico evangelija, ki opisuje Jezusovo moč, tako in njegov pomen. In drugo polovico, kjer je opisana njegova slabost in trpljenje. In oba opisujeta zelo močno Jezusovo podobo. Jezus vrže moškega nečistega duha. Jezus ozdravi Petrovo taščo. Jezus, ki očisti govorca. Jezus, ki ozdravi ohromnega. Jezus, ki zdravi ljudje v soboto. Jezus, ki razdravi dekleto in žensko, ki je trpela zaradi izgube krvi. Jezus, ki dvakrat je nahranil 1000 ljudi. Jezus, ki hodi po vodi. Jezus, ki zdravi gluhoneme. Jezus, ki odpira oči. Bilo je očitno, ne? Jezus je Mesija. Prav? Kljub temu vse, kar je počel Jezus, Izraelcem ni prineslo svobode. Še vedno so bili pod poganskim gospodstvom. Njihova pričakovanja v Mesiju se še niso izpolnila. Pričakovali so, da bodo videli nekoga, ki ima moč. Moč kot lev. Nekdo, ki ima kraljevu sposobnost. Kraljevu osebnost, ki bo prinesla fizično in politično rešitev. Zmago nad svojim sovražnikom. Glede na trenutno pričakovanje, povezano s prihodom Mesije, je bil Peter prepričan v svojo izjavo. Ti si Mesija, Kristus. Bil je prepričan, da je to njihov kralj, da oznanuje Božje kraljestvo. Jezusovo moč je izkusil tudi na lastnoj koži. Zato Petrova izpoved pomeni pomemben preskok vere. Vera, ki so jo izrazili tudi 12 učencev. Ellen White pravi, pa vendar so bili učenci še daleč od tega, da bi razumeli Kristusovo poslanstvo. Nasprotovanje in napačno tolmačenje njihovih duhovnikov in vladarjev, čeprav ji to ni moglo odvrniti od Kristusa, še vedno povzročata veliko zmedo. Niso jasno videli pot. Njihov pogled na resnico je še vedno prestrgel vpliv njihovega zgodnjega usposobljanja, poučavanja rabinov, moč tradicije. Od časa do časa so ji obstajali dragoceni Jezusovi žarki svetlobe,
vendar so bili pogosto podobni moški, ki so tipali med sencami. Toda na ta dan, preden so se soočili z veliko preizkušnjo svoje vere, je Sveti Duh počival na njih v moči. Za nekaj časa so bile njihove oči obrnjene stran od tistega, kar se vidi, da bi videle tistega, kar se ne vidi. 2. Korinčanom 4:18. Pod krinko človeštva so zaznali slavo Božjega Sina. Peter je imel prav, Jezus je bil Mesija. Kljub temu Jezus ne potrdi Petrove izjave ali ga pohvali. V 30. vrstici Jezus reče, strogo jim je pripovedal, da bi to komu povedali. Jezus ne želi, da bi se med množicami širilo Petrovo napačno mnenje, katerega zmožnost dojemanja Jezusove identitete je še bolj omejena kot učenci. Na to jih je Jezus želel učiti, da Sin človeku mora trpeti, da bo zavrnjen, bodo ga ubili, ampak bo vstal. Svoje poslanstvo je skušal razložiti globlje svojim učencem, ker so bili oni tisti, ki bi nadaljevali njegovo poslanstvo. Zdaj Peter očita Jezusu in to vedenje kaže na njegovo nenavednost glede resnične narave Jezusa. Peter je še vedno zaslepljen za svojim pričakovanji o Kristusu. Peter je iz prve roke izkusil Kristusovo moč, ki bi zagotovo pripeljala do miru, zmage, časti in slave. In zagotovo ta Mesija ne bo trpel. Kako lahko tega Mesija zavrnejo in on postane žrtva nasilja? To si Peter ni mogel predstaviti. To ni bilo mogoče. Peter je Jezus odpeljal na stran in ga začel grejati. Želel je poučevati ali usiliti njegovo zasebno agendo o Jezusovi službi in koristi, ki bi prinesli njim kot njegovim učencem. Peter razmišlja po človeškem pogoju. Razmišlja o koristi, ki bi zveličanje prineslo človeški vladavini. Jezus razmišlja v Božjih pogojih in jih skuša pripraviti na Božje kraljestvo, saj bi jim to prineslo do božanske koristi. Ni dovolj vedeti Jezusovega naslova in izpovedati, da je Kristus. Ne moremo vedeti, kdo je Jezus, če ne sprejemo križ in ne gremo skozi to izkušnjo. Marko 8:33. On pa se je obrnil, pogledal po učencih in pogrejal Petra. Poberi se za menoj, Satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško. Jezus se je s Petrom odkrto soočil. Peter s svojim odnosom je skušal ukoriti Jezusovo podobo in jo oblikovati v okviru svojih pričakovanj. Jezus se z njim soočil in je rekel mu, da gre nazaj in ga sledi. Peter in njegovi učenci ne morejo slediti Jezusu, če jim ovirajo človeške želje. Če poskušajo iti prej njim, če poskušajo določiti svoj način. Predstavljate si, da sem vam dala eno sliko in 20 minut zrete vanjo. Nato vam dam isto sliko, vendar nekateri elementi manjkajo. Ker pa ste prej dolgo gledali v fotografijo, se lahko zgodi, da ne vidite manjkajočih elementov. Vaše oči so bile 20 minut usposobljene za ogled znanih predmetov
in obrazov. Tako zdaj proricate ili vidite te elemente, če tudi na tej sliki manjkajo. In to postane vaša resničnost, vaša realnost. Ampak kad vidimo pravo resničnost, pravo realnost, postanemo presenečeni v tej slici. Občajno vidimo tisto, za kar smo bili usposobljeni, ne pa tistega, kaj je tam. Enako se je zgodilo Petru in bi se lahko zgodilo tudi nam. Velikokrat se zdi, da ne vidimo in ne zaznamo resnice, če tudi se to razkrije v Svetem pismu ali skozi dejanja in narave Jezusa. Ne zato, ker Bog ni razodel svojo voljo, ampak smo preprosto zaslepljeni s svojim udobjem, samozadovoljstvom, tradicijo in pričakovanji. Ljudje stoletja pričakovali so dobro novico. Evangelij je veljal za odrešitveni načrt delovanja. Bog bo Izraelcem prinesel odrešitev. In stara zaveza se dopjema kot pričakovanje dobre novice zveličanja. Nova zaveza pa je izpolnitev tega zveličanja, ko najdemo v Kristusu. Tu je tisti, ki bo izpolnil obljubo. In vsi so pričakovali čas, da bi se to izpolnilo. Ali bodo prepoznali Mesijo? Marko že od začetka skozi celo knjigo prikazuje, kdo je Jezus in kdo bi bil. Naša razlaga mora biti osredotočena na njega in na to, kaj pomeni njegov prihod. V Evangeliji po Marku o Jezusu niso podane nobene osnovne informacije. Kdo so njegovi starši, koliko je star, kje se rodijo. Samo ta, da je Mesija Božji sin. Pripoved se začne v pušnjavi. Kraj je vzbudil spomin in pričakovanja Božjih ljudi. V puščavi se je Božjim ljudstvom zgodilo marsikaj. V tej puščavi je bil mož, Janez Krstnik, ki je pripravljal pot Mesiji. V tem poglavju ni veliko informacija o Janezu, ker spet poudarek je na Jezusa. Toda ta človek je ljudi klical, da se pripravijo, krstijo se in se pokesajo, da bodo lahko vedeli, kdo je bil ta Mesija. Množice iz Judeje, iz Izraela so prihajala k Janezu, saj so ga imeli za preroka. In Mesija je bil med njimi. Nihče od njih ga ni prepoznal v množici. Potem ga je Janez krstil. Z dejanjem krsta se je Jezus poniža, da se poistoveti z grešniki, sprejame korake, ki moramo narediti in opravlja delo, ki ga moramo opraviti. Jezus je priznan kot ljubljeni Božji sin. Bog razkrije Jezusovo božanskost. Pisec tega evangelija od začetka razkriva resnično in dvojno naravo Mesije. Kristusova božanskost, zaradi katere je evangelij učinkovit, in njegova človeškost, ki to omogoča. Odrešenje niti ni nastalo, niti ni učinkovito zaradi človeške misli ali truda. Jezusov evangelij je izvir od Boga. Vendar Jezus ne prihaja kot močni bojevnik, kot močni lav, temveč kot pokorni odrešenik. Marko prikazuje Jezusa kot človeka akcije, človeka s poslanstvom, nekdo, ki je prišel pripraviti pot, da mu sledimo.
Pot, ki je močna in vodi skozi trpljenje, ki zahteva trdo delo in včasih ni pot, skozi katero želimo iti, ali pot, ki smo jo pričakovali. Toda na koncu tega pota je odrešitev in življenje. Kdo je Jezus? Naj vam povem razborljivo zgodbo od začetka. Marko 1. poglavje od 1. do 15. vrstice. Začetek Evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina, kakor je zapisano pri preroku Izaiju. Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas vpijočega v puščavi. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Tako se je pojavil Janez Krstnik v puščavi in je oznanjal krst spreobrnjena v odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in svi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledji. Jedel je kobilice in divji med. Oznanjal je: za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil vodo, on pa vas bo krstil svetem duhu. Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž, ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa, ki se razpirajo, in duh, ki se spušča nadenj kakor golub. In zaslišal je glas iz nebes: ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje. Takoj nato ga je duh odvedel v puščavo. V puščavi je bil 40 dni in Satan ga je skušal. Bil je med zverimi in angeli so mu stregli. Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril: čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se približalo. Spreobrnite se in varujte evangeliju. Oče nebeški, hvala ti za tvojo sveto pismo, hvala ti za tvojo resnico, hvala ti, ker iz nje možemo razumeti tvojo, ne samo tvoje prilike, ampak tvoje karakter in osebnost. Hvala ti, ker si nam dal Kristusa, ki je naš odrešenik in pomaga nam vsaki dan, da njega sledimo in gradimo s njime našo pot do odrešenja. Sve te to prosim v tvojem imenu. Amen.